Dr. Miran Kondrič se je rodil 23. januarja leta 1960 v Murski Soboti. Višješolski študij je končal na Pedagoški akademiji v Mariboru, visokošolskega pa na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani, kjer je tudi magistriral leta 1997. Doktoriral je v Zagrebu leta 2000 z doktorsko dizertacijo na temo Sprememba odnosa med nekaterimi antropometrijskimi lastnostmi in motoričnimi sposobnostmi učencev in dijakov od 7. do 18. leta starosti. V letih med 1986 in 1991 je bil zaposlen na osnovni šoli Majde Vrhovnik, od leta 1991 dalje pa na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer je nosilec katedre za športne igre z loparji. Od leta 1997 je redni član znanstvene komisije pri Mednarodni namiznoteniški zvezi. Njegovo področje delovanja vključuje predvsem vplive obremenitev in trenažnega procesa na športnike. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela je bil štipendist Nemške razvojne mreže, predava pa na univerzah v Kölnu, Celovcu, Zagrebu in Splitu. Dr. Kondrič je bil glavni organizator 2 svetovnih znanstvenih kongresov z področja namiznega tenisa. Dnešné predavanje se je v bistvu začalo že na prejšnji konferenci Pomurske akademije. Te je pomurski akademik dr. Miran Kondrič predlagal, da nekaj napiše o tom, kako se je namizni tenis, ping-pong v bistvu začel glih v Soboti. In istočasno pa dr. Nemec tudi dal podoben članek. Pa en za ovoga sploh nista znala, zato, ker pa njegov oča, pa stric, sta pa bila tistiva dva, ker je sta v 30 leta začala z namiznim tenisom v Jugoslaviji, sta bila tudi prva reprezentanta. In tisto fejs zanimivo naključje, obe predavanji vezani na isto temo, pa vsaka za svojega zornega kota, je seveda dnešnjega predavatelja, dr. Kondriča, te spodbudila, pa tudi je obečal, kad je pa z to temo nadaljeval, kad je še bolje pogledno, kak je v Pomurji se začel namizni tenis v Jugoslaviji in seveda po drugi strani bomo pa zvedeli tudi, kak je to ena odlična rekreacija za vse starosti in predvsem takšna, je njega velike nevarnosti, kad bi se što lejko poškodoval. In vabljeni seveda k ogledi toga in veseli smo pa, ko je Pomurska akademija pripomogla tudi k tomu, ko smo še kakšno zgodovinsko istino potegnili na den in ko se z njo vnešče začel zdaj malo bolje ukvarjati. Obremenitve zgornjih okončin, sklepov in hrbtenice so v namiznem tenisu veliko manjše kot pri preostalih športnih igrah z loparji. Osnovne gibalne sposobnosti potrebne za igranje namiznega tenisa, kot so gibljivost, hitrost, moč, vzdržljivost in koordinacijo, se lahko s primerno vadbo vzdržuje do poznih let. Zadovoljstvo udarci, izvedeni brez pretiranega napora in regeneracija po vsakodnevnem stresu so v namiznem tenisu elementi, ki igrajo pomembno vlogo v kakovostnejšem preživljanju prostega časa posameznika. Namizni tenis ni samo ena izmed 5 najbolj razširjenih športnih panog na svetu, ampak je tudi ena najbolj priljubljenih športnih iger z žogo med starejšimi. To velja še posebej za pomursko regijo, saj je zibelka namiznega tenisa prav v Murski Soboti. Na različnih nivojih ga je možno igrati v vseh življenjskih obdobjih. Ukvarjanje z namiznim tenisom je še posebej primerno zaradi izredno majhnih možnosti poškodb. Kot lažjo obliko rekreacije ga priporočajo mnogi zdravniki, fizioterapevti in drugi, ki skrbijo za rekreativno dejavnost starejših oseb ali kot vadbo za rehabilitacijo po poškodbi. Seveda ob tem ne gre pozabiti dejstva, da športna aktivnost ugodno vpliva na izboljšanje psihičnih sposobnosti starejših ljudi. Mize za namizni tenis pa boste našli skorajda v vseh rehabilitacijskih in zdravstvenih centrih po vsem svetu. Pomurski akademik dr. Miran Kondrič je eden tistih članov PAZU-ja, ker se ukvarja z raziskovanjem športa. Njegovo ozko področje so igre z loparom in ekstra ozko pa namizni tenis. In
Višno ne naključje, zato ker namizni tenis je v 30 letih se na tom širšem območju gli pri nas začel. Še toliko bolje smo pa radi, ker pa tudi vsako leto se rad odzove na vabila in pride na naše konference. Poleg tega pa tudi svoje izkušnje, svoje znanstveno dognanja z veseljem on širi tudi med zainteresirano javnostjo. Tak recimo ima zdaj v planu tudi eden seminar pa predstavitev nordijske hoje. In resno smo lejko veseli, ko ga imamo med nami, ko ga imamo v Pazuji in seveda, ko je pripravljeni iz fakultete za šport, torej tiste osrednje slovenske organizacije, to znanje spraviti tudi v Pomurje. Jaz bi vam pač ne govoril o znanosti v namiznem tenisu, jaz bi vam samo rad pač predstavil razmišljanja športnikov, ki se ukvarjamo tudi ne nazadnje z znanostjo, o tem, kaj pomeni športna dejavnost, v našem primeru namizni tenis za starajočo se populacijo. Namreč veliki problemi, zdravstveni problemi se v zadnjem času vse bolj pojavljajo v smislu praznjenja zdravstvene blagajne, v smislu tudi, če pogledate razvoj človeka, vidimo, da je debelost vse večji problem sodobne populacije, premalo gibanje, osnovni problem, ki ga nažalost neče večina politikov akceptirati, čeprav je računica zelo jasna, čim več se giblješ, tem menje boš imel stroškov na področju zdravstvene blagajne. No, prejšnja slika vam je lepo pokazala, ko smo nekaj tisti šport, s katerim bi se naravovarstveniki strinjali, zato ker preveč pokirimo za gretje dvoran, ampak vseeno, tudi športniki, pinkokaši, namizni tenisači, dosti treniramo ven, lep primer je recimo tudi moj varovanec Bojan Tokič, ki praktično skoraj 70% kondicijskih treningov izvaja v naravi, glih zato, ker se ne bi zasitil z dvoransko aktivnostjo. Če na kratko pogledamo, kaj je tisto najbolj pomembno v namiznem tenisu, vprašanja, ki se samo po sebi postavljajo, do kere starosti pa jaz lahko igram namizni tenis. Vidite pol dne na par fotografijah, kaj je lahko tudi zelo spoštljiva in častitljiva starost, štartamo pa ga seveda lahko že tam od 7. leta naprej. Kako se lahko naučimo namizni tenis? Jasno, z knjig verjetno ne, težko se kjerokoli stvar, razen mogoče tisti, ki so zelo pametni, oziroma mislijo, da so pametni, se lahko naučijo, no namiznega tenisa se ne moreš. Za namizni tenis moraš imeti frenda, moraš nekoga imeti, kad je na drugi strani mize, ka boš lahko odgovornost za izvedbo udarca prelagal na njega. Namreč en naš filozof je pomenoval namizni tenis, to je brez veze. To je samo prelaganje odgovornosti na drugega. Ka se sam ne moreš odločiti, ko bi rad zaključil točko. Nevarnosti poškodb pri namiznem tenisu praktično ni, če govorimo seveda o rekreativnem namiznem tenisu za vse. Vrhunski šport na točnosti čistega vina je že zdavnaj več ne zdrav šport. Nažalost, jaz, kak kineziolog, kak športni pedagog, moram to jasno in glasno povedati, ker preveč je teh anomalij, ki se pojavljajo od dopinga pa napačnega, nekvalitetnega treninga, ki vplivajo na zdravje športnikov. Namizni tenis lahko špilate praktično povsod. Ali na morju, na tistih betonskih mizah, seveda da tiha burja ali pa jugo, pa do hodnikov, ki jih lahko praktično postavite kjerkoli, v šoli, v gostinskih objektih, dvoranah, ne vem kje, pa ne nazadnje tudi doma v garaži. Kdaj se lahko igra praktično namizni tenis? Ni sezonski šport, ampak ga praktično lahko igrate skozi celo leto. Jaz bi vam zdaj predstavil ne tisto, kar sem pisal, ker tisto tako vsi lahko preberete, kogar zanima, ampak bi vam prikazal pač 10 razlogov, zakaj namizni tenis. Oziroma, zakaj je namizni tenis tisti, ker nam pač nudi tisto, kar nam pač nudi kot športna panoga. Prvo je zdravje in fitness.
Danes, hvala Bogu, ker Mičo ima tam nekaj za pojesti, pa za spiti, če bi mogli 5 ali pa 6 leti sedeti, bi mene imeli pun kufer po minuti predavanja, pa bi rekli, Miran, nehaj, mi moramo iti nekaj spiti, moramo se razgibati, malo nekaj za sebe narediti. Isto je za starostnike. Največji problem starostnikov je, da se doma vsede v kavč, pa bere. Namesto, ko bi šel ven, se pošpanciral, pa šel domov, pa za pol ure prebral, pa spet okrog bajte. Glavno, osnovni problem je, kako vključiti starostnike noter. Evo, slike sem vam že prej omenil, posebej imam polagal pozornost na slike, pa na tisto, kar se gor pojavlja, da malo razmišljate o tem, kaj se da napraviti, oziroma na kakšen način se da izboljšati kvaliteto življenja glede na zdravje in fitness. Namizni tenis, če ga igrate na rekreativnem nivoju, ima zelo mehke udarce oziroma gibe, dočim vrhunski namizni tenis ima preveč na hitro zaustavljajoče gibe, ki pripomorejo k temu, da pride do tistih mikrotraumatskih poškodb mišičnega tkiva in na koncu tudi do traumatskih poškodb mišic in pa vezi. Mateja Svet, naša olimpika, 2004 zmagovalka prvenstva, lahko igra na vozičku isto namizni tenis kot moj fotar, ki je star 75 let, pa ga še stalno z veseljem, ko ima možnost seveda odigra kako partijo z sinom ali pa z vnuki. Šport za celo življenje, že sem omenil, od 7. do 100. leta ga lahko igrate. Samo glavo, možgane morate vključiti in namizni tenis je definitivno ena tistih športnih panog, kjer je treba dosti razmišljati. Predvsem zaradi rotacij žogice, ki morajo biti jasne, ker se mora vedeti, kdaj je rotacija navzdol, kdaj je rotacija navzgor, s kakšno vlogo igraš. Glavnem, dosti elementov je, ki vplivajo na to, da je treba sive celice seveda aktivno vključiti na to. Že prej omenjeno, kadarkoli, vidite, tudi med kuhanjem kosila si lahko vzamete čas za namizni tenis, kjerkoli smo že omenili, od na morju pa do garaže, praktično povsod je možno mizo postaviti. Prijateljstvo seveda najvažnejše, starejši ljudje iščejo kontakt, iščejo nove obraze, iščejo druge nasprotnike, ne morete stalno, isto, če dva šah igrata celo življenje, sta zasičena in drugega pa poznata se že do bistvene, tako več ne veste, kako naj igrata in z drugim. Tudi v namiznem tenisu je isti problem. Oprema, ki jo rabimo za to, jasno, ni treba bogatstva za to, ker bi imeli vrhunsko opremo, za 30 € imate kompletno opremo za igranje in pa zabavo. Tudi starejši se morajo zabavati in namizni tenis je definitivno eno od športnih panog, kjer lahko z veseljem rečete naslednji moto: človek pride najboljša leta šele takrat, ko so dobro že za njim, ko začne glava delati, tako kot se pravi, in pa seveda ne nazadnje, moja športna panoga je tudi umetnost. Namizni tenis naj bi se razvil ob koncu 19. stoletja v Angliji, kjer so ga poimenovali kot miniaturni tenis. Prvo svetovno prvenstvo je bilo organizirano leta 1926, na program olimpijskih iger pa je bil prvič uvrščen šele leta 1988. V Murski Soboti, ki jo različni viri omenjajo kot najverjetnejši kraj začetka igranja namiznega tenisa na področju bivše Jugoslavije, se je namizni tenis začel bolj ali manj organizirano igrati že leta 1924. Na podobnih področjih raziskuje ob pomurskem akademiku dr. Miranu Kondriču še pomurski akademik dr. Jože Štihec. Z namiznim tenisom pa se ukvarja tudi pomurski akademik dr. Jože Nemec.